Devetak. Dober večer. Lep pozdrav, dober večer. Junij 2070. Športniki in navijači so se zbrali na stadionu 1. maj, kjer so praznovali 100. obletnico Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Prisotni so bili vsi nekdanji uspešni športniki, tako kot tudi intelektualci in kulturniki. Posebno občuten je bil trenutek, ko sta se starešini združenja Eugen Ban in Jan Grgić spomnila na Jureta Kufersina. In ga ponovno predlagala za predsednika. Memo, vseeno neverjetno, ne? 140 let, Kufo je še zmeraj zdrav, ne? Je fenomenalno, ne? Fenomenalno, kratno. In pomisli, kaj dela ta človek, ki ima 140 let? Verjetno miruje, kaj če dela? Ne miruje. Vidi ga, vidim jaz vsako jutro v baru s prijateljem. S kom? Pije kavo s Borisom Pahorjem, ne? Čakaj, bo, Kufersi. In Peterlin, kako misliš, da je s Peterlinom leta 2007? Nimam pojma. Ti povem jaz. Peterlin, njemu nažalost ni ratalo. Bogi Peterlin. Ne bogi, je šel na Maldive s te ogri. Ma ne, so mi povedali, da tudi Eugen Ban ni več v formi, kot je bil, ne? Ga češ leta. Prejšnji dan sem ga videl na Kontovelu, me prima žalost. Zakaj? Smo letniki, je začel pet Joka Žuer. In prstu 52 kitici, mu je zmanjkalo teksta. Neverjetno. Vsekakor pravi, da navdušeno pričakuje. Kaj pričakuje? Expo 2100. Januar 2070, Mitja Emili je absolutni zmagovalec letošnje Bavizele. Ima nov šport. Ne, nov motor. Februar 2070, Kras zmagal 15 tekem zapored. Vidiš, odkadar so uvedli pravilo, da morajo biti nogometaši izključno zamejski Slovenci, se je stanje znatno izboljšalo. Res glup si mislil, a? In kdo je bil najboljši od naših nadebudnih zamejskih nogometašov? Hasan Ben Al-Hariri. Dobro, prosim, kako je znanjem slovenščine naših športnikov leta 2070? Ti bom rekel, boljše kot tisto od naših novinarjev leta 2015. Ne, govori resno. Kako je znanjem slovenščine? Gled, ti povem, sploh ni slabo. Športni direktor Juventine pravi, da so giocatori, kažin, dosti bolj intellettuali in soprattutto linguisticamente coerenti kot tisti de una volta. Krasno. Po večletnih prepirih se je še Vesna dokončno preimenovalo SS Vezna. Je, da so zamenjali tudi legendarno geslo zdrav duh v zdravem telesu, ki je bilo doslej vodilo vseh športnikov. Je res, Križani imajo novo geslo, mens sana in malvazija istrijana. Naznače tako novo. Maj 2070, še Zarja organizira za italijanske cicibane extempore v slačilnicah. Za najbolj žaljiv napis na račun Slovencev bodo najboljši prejeli 150 evrov. Globe. Ne nagrade. Prosim, ne. September 2070, združena odbojkarska ekipa za led, ki predseduje Loris Manja, se širi tudi na Goriško. Poleg ekip za led Kontovel, za led Sloga, za led Breg, za led Sokol, za led Vigala Barič sta k združeni ekipi pristopila še za led Val in za led Olimpija. Orka, en velik zalet. Se mi zdi bolj mičkan zaplet. Tako. Avgust 2070, Gorica, neverjeten demografski porast mladih športnikov pri športnem združenju Dom, ki je letos zabeležilo 1253 pisanih, tako da je predsednik Primožič predlagal novo in veliko bolj ustrezno ime. Športno združenje Kondom. Avgust 2070, Tadej Pivk je v pičnem tednu pritekel z Everesta direktno na Trbiž. Kaj je videl Jetija? Ne, Jelinčiča. December 2070, Združenje zamejskih smučarskih klubov obvešča, da je še nekaj razpoložljivih mest za smučanje na Norveškem. Ne hodijo več v Alto Badijo? Ki, ni več snega, veš koliko let. V Alto Badiji imajo sedež zdaj Čupa in Sirena. Vsekakor vodstvo združenja preučuje, komu je bil namenjen napis, ki se je pojavil na pročelju sedeža, glede na dejstvo, da so smučari zelo visoko uvrščeni v vseh kategorijah. In kaj je pisalo na pročelju? Šijavi di merda. November 2070. Dežela Furlanija Julijska krajina je športnemu združenju Bor predala največji defibrilator v Italiji. Zakaj je to?
za oživljanje stadiona 1. maj. Zaradi stadiona 1. maj se februarja leta 2070 še vedno pričkata deželna svetnika Stefano Ukmar in Igor Gabrovec. Ja, Gabrovec, ki je bil izvoljen na listi Novo centrodestra Slovenska skupnost, očita Ukmarju, da se na sestankih obnaša opolsko. Ma čakaj, ma kako opolsko? Gabrovec pravi, da Ukmar prihaja na sestanke in ima sesk v glavi in figo v žepu. September 2070, pred sestankom z Borom in Bregom je na parkirišču stadiona 1. maj predsednik športnega združenja Jadran Marko Kojanec slovesno izjavil: mi smo za mir in sodelovanje. In previdno parkiral svoj tank. December 2070 založbi Mladika in ZTT obveščata, da bosta v Tržaškem knjižnem središču predstavili zbirko narodnih pesmi, katere avtor je bivši Jadranov košarkar, pomislite, Peter Žerjav. Naslov bom Borovce posekal in Brežane požel. Oktober 2070, Irina Počkar je še vedno odlična športnica in si je privoščila novega konja. Ki sliši na ime Marko Sanzin. Ma ne. Ma smo se govorili, da je ta prava žvalta. Juni 2070, slovenska košarkarska kluba Bor in Breg sta dosegla dogovor in bosta nastopila z združeno ekipo v C2 ligi, v kateri bodo igrali Albanese, Basile, Bonetta, Favretto, Skokki, Vittori, Cigliani, Gori, Grimaldi, Pigato, Spigaglia, rezerva Kocijančič. Ekipa bo igrala na stadionu 1. maj, ki ga upravlja Gorazd Pučnik in se je razvil v večnamenski center. Ja, novo ime združene ekipe bo B&B. Bed and breakfast? Ne, Bor and Breakfast. Tako, ja. Oktober 2070, Triesteta Sporti se je znašlo v veliki krizi. Ma zakaj? Ker je ZSŠDI prevzel še zadnji avtobus. December 2070, kljub temu, da je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji že toliko let edina športna organizacija v zamejstvu, sta naši kroni SKGZ in SSO še vedno ločeni. Na vprašanje, kako ima to rata, sta bila Pavšič in Bandelj zelo jasno. Ker skupaj zmoreva. Tremendi, dame in gospodje, saj ne vedo, kaj delajo. Boris Devetak in Marko Sanzin, danke schön, hvala lepa. Zdaj veste kaj, torej imamo še zadnji del, ancora l'ultima parte. Imamo sreče lov, predtem pa bi na hitro še razložil...